potem, kam gremo, živijo vsem, evo, mi smo že not, smo že, se že pogovarjamo, tako kot se tudi na koncu koncev treba pogovarjati. Maj, prosim, predstavi najina gosta. Jaz bom predstavil enega, pa ti predstavi drugega. Ja, Jaz bom Emila predstavil po svoje. Jaz se občudujem Emila, mi smo se tle gor srečali enkrat, naključno, in nekako se mi zdi, da so takoj ujela neko skupen jive. In potem tudi, ko smo z Jakatom snimali, so se velikrat malo usedla pa pogovorila. Tako da Emil Marinšek, poslovnež in velik intelektualec. Tako bom jaz. Hvala, lepa napoved, lepa. No, jaz bom pa Janeza Hudovernika predstavila. Jaz sem oba dva, in Emila in Janeza, na dogodku Mladinska knjiga spoznala, ne? A je tako, ne? Ja. To pomeni, ko včasih se ti zdi, naprimer rečeš, ne bom šel na ta dogodek, pa to je brez veze, pa kaj Mladinska knjiga, ali pa karkoli že drugo. Karkoli si že razmišljaš, v bistvu so to, mislim, nikoli ne veš, kje te sreča čaka, ne? In kje srečaš ljudi, ki bojo potem ves čas hodili, ki boste nekako vzporedno hodili po istih, podobnih poteh. Tako da jaz sem zelo hvaležna, da sem vaju srečala, ker pravzaprav, naprimer, če se spomnim, ko sem delala to Zvezdino skrivnost, sem Emila povabila, to je bila ta ideja, da bi bil gost in tebe tudi, ne? Ampak najprej sem Emila in je Emil čisto slučajno prišel s svojim sinom, mi smo imeli, lovili smo se, kdo bo snemal, denarja ni bilo, nobenih, nisem mogla nič obljubiti in tako naprej, imela sem idejo. Sploh nismo vedeli, kaj delamo, kaj vse je potrebno za to narediti. Ja, imela sem pa dobro idejo, ki jo imam še vedno in jo bom do konca življenja razvijala, se pravi narediti program, ki bazira na tem, da ljudem ponudim različna znanja, različne vsebine, ki jih potem ljudje sami uporabijo za svoje življenje, ne? No, in o spanju je Emil takrat razlagal, kako pomembno je spanje in tako. In sem ga povabila in pride Emil s svojim šoferjem, mladim fantom, sinom, in to je taka fina zgodba, je fajn, da jo povem, ne? In jaz rečem, oprosti Emil, tukaj je sam en mikrofonček, pa tako, in glavnem beseda da besedo. Ona dva sta imela že s sabo mikrofone, oziroma neko opremo celo, ne? Ja, to imamo v avtu, ne? Ker je namreč njegov sin, fant, Jaka, ki ga zdaj ne vidite in sedi za vso to snemalno tehniko, študiral kaj, oziroma je bil v srednji šoli Srednja medijska in se je učil in tako naprej, in tako je, iz tega je nastalo naše sodelovanje, tako smo prišli še do kakšnega dodatnega mikrofona, kakšne dodatne luči in tako naprej. In najpomembnejše našega direktorja fotografije. Ja, in se že zdaj dela, on že snema filme in mislim, mogoče bomo še enkrat skupaj kakšen road movie posneli, mi igralci, to mislim, želja in ideje je ogromno. Pri Janezu je bilo pa zelo zanimivo, ker sem te prvič slišala tam predavati o dihu, in sem to že povedala pri Zvezdini skrivnosti in se mi je tako, ko si to predaval, sem razmišljala, no, delec smo preterali, ker se moramo zdaj dihati učiti, ne. A veš, pač predsodki, jaz vedno, kadar imam takšen predsodek, se ga razveselim, ker ga ozavestim in rečem, tukaj te torej nekaj Zvezdana čaka, ne. A veš, predsodek, ker sem nekaj proti ali pa nekaj tako, no. In potem se spomnim, da sem prebrala ta knjigo, ti si takrat predstavila to knjigo od Patricka McKeowna, Dober dih, in sem jo prebrala in mislim, da sem se 2 meseca tega celo držala, ne. Pa sem pa spet pozabila in potem smo se mi srečevali tako in drugače. V glavnem povezuje nas ljubezen do mrzle vode, povezuje nas ljubezen do zdravega načina življenja. Do spanja, to je vse. Do zdravega načina življenja. Stebrov, ne? Ti praviš, kako praviš ti, koliko je stebrov zdravega načina življenja? Jaz sem dal 4 stebre, pa sem pa malo zakompliciral, sem dal 3 pa en temelj, ne. Se pravi, spanje naj bi bil temelj, ker tretjino življenja res prespimo, nobeno drugo stvar ne počnemo tretjino življenja. Potem imaš pa nekje hrana, stres in gibanje so glavne neke te stvari, ki jih moraš urediti, da so stebri, da si zdrav, ne. Moraš pač paziti, kaj daš vase, ker vse, kar daš vase, gredi telo. Vsak človek ve, kaj gre na pumpa, bo tanko dizel, bencin, to vsi vemo. Ja. Kaj bi pa svoje telo mogli natankati, se pa ne ukvarjamo vsi, ne. Pa se zelo pozna, če se ukvarjaš, ne.
Isto je z gibanjem, ne? Vsi vemo, da moraš avto na servis speljati, da bi mogel vsak dan se pol ure gibati, pa mogoče smo slišali, pa ne poštevamo pa ne vsi, ne? Emila, lahko dodam eno zadevo, ki je pa samoumevna, si jo pa pozabim. Ja, To je pa dihanje. dihanje. To me... To je pa v mehurčku, mehurčku. Dihanje, zrak je hrana za celico, ne? Seveda Tako, je. tako veš in obvezno. moji 3 stebri, ne, ko so se midva z Janezom šla na kavo, me je takoj popravil, manjka ti 4. steber, ne. In sem mu dal prav, seveda, sej teh stebrov bi bilo pol na koncu lahko tudi veliko, 5 ali pa 10, vsak si malo po svoje zamisle. Bolj je pomembno, da ti, ki si rekel, smo ljubitelji zdravega življenja, da skozi po malem delaš. Ni treba zdaj vsak dan eno tako knjigo prebrati, se ti bo zmešal, ne, ma eno na let ali pa 2 na let ali pa saj kakšno oddajo pogledati, kot je Zdanjena skrivnost, ali pa se imaš res teh virov zdaj je neskončno, ne. In to moraš konzumirati. Kaj pa to, sorry, kaj se prekinjam, ampak kaj pa to, jaz sem pa zdaj prišel do faze, kjer imam pa recimo ful enih stvari me zanima. Preveč. Ja, Ja. a ne? Ločiti zrno od plevela je pa kar umetnost. Ne? Danes pa sploh. Ja, danes pa sploh ko internet. Ne? Kar sem jaz recimo ugotovil na internetu, je res veliko plevela, zato znanje črpam iz knjig. Knjiga je ena stvar, če jo ti pogledaš, kjerkoli knjiga je na mizi, ona ima podpis avtorja. Ta avtor ve, kaj je to knjigo napisal, da bo leta in leta v vseh knjižnicah, da bojo vsi pogledali, kaj je on zapisal, on se je tle podpisal, vire je navedel. Vse, kar je falil, ga bojo zmleli, ne? In mora avtor knjige se mora ful potruditi. To je neko, a veš, članek na internetu, to je, a veš, nikoli ne veš, kdo ga je sponzoriral, zakaj, vedno je to samo na kratko, na hitro neki, redko vire navajajo. In jaz sem nehal na internetu slediti, ker če ne imaš ta problem, ko ga je Maj povedal. Ti imaš milijon virov in zrno od plevela je težko ločiti, vsi trdijo, da je vse super. Ne? Ti, to je pa dobra ideja, to si nam pa dal dobre istočnice. Veš, Ja? knjiga, pa tudi plačaš jo, znanje treba To je, plačati. to, če ti nekdo plača, pa si verjetno bolj odgovornost Ja, čutiš, pa tudi ne? ne veš, na In je internetu najboljša investicija, kar se tiče vloženega časa, pa idej, ki jih dobiš. Zato, ker avtor za eno kribo rab vsaj 10-15 let življenja, izkušenj, da jih da noter. Ne? Ker takrat, ko pišeš knjigo, res moraš skoncentrirati zadeve. Medtem ko članek napišeš v 1-2 dnevih, tukaj je druga zgodba, ne? Ta return on investment, vloženi čas in ideje, ki jih dobiš iz. Ja, in za knjigo tudi vidiš, da stoji človek, ne pa kaj nekaj skrita. Jaz to grem vedno na internetu pogledati, ne. Zdaj, na primer, je prišla sin, tvoj brat mi je poslal nek članek od nekega znanstvenika, ki nekaj zagovarja. In jaz sem prvo, kar sem šla gledati na internet, kdo je ta znanstvenik in kaj drugi pišejo. Se pravi, še 2 mnenja sem dobila, ne. Še lepo si jaz lahko ustvarim mnenje. Ja, se veš tudi pri knjigah. Jaz pogledam, kdo je avtor, grem pogledat na Amazon, koliko se dobro prodaja, grem pogledat na Goodreads, kaj so bralci, ki so že brali, ocenili, preberem ene 10-20 reviewjev in preberem une s 5 zvezdicam, pa une s 3, pa une z 1, malo pogledam, a veš, da vidiš, kaj narobe tudi, ne. Pa pol moraš spet ločiti zrno od plevela, ker eni pač so tudi nagnjeni k temu, da se šimfajo, eni pa pač povejo, ne. Je naporno, to, kar si rekel, ločiti zrno od plevela v današnjem času, ko je informacij ne nekajkrat preveč, ampak neskončno preveč. Ti ne moreš sploh obdelati vsega. Je ful težko, ne. Doživim ta šok, naprimer grem v trgovino, kako veliko, naprimer, mislim šok. Tega ne bom nikoli pozabila, enkrat sem hodila pasto za zobe kupiti, ne. In se postavim in je tako 100-metrske stalaže od raznih zobnih past. In sem rekel, zdaj jaz lahko tlele diplomiram, a razumeš? In vse so najboljše? In vse so najboljše. Jaz sem pa imela pa, naprimer, par informacij, po čem naj bi bila zobna pasta dobra, ne? Ampak meni se tako ne da živeti. To se jaz pa vedno spomnim te zgodbe. Veš, kaj je rekel, kdo je rekel, Vlado Divac, kjer je že šel v NBA, ne, je rekel, da so ga poslali v trgovino, pet po čokolado. In je šel v trgovino in je videl vrsto čokolade. Je rekel, pri nas imamo pa samo eno, ne. In pa se jaz vsakič, ko stojim pred kakšno tako banalno stvarjo, kakor so ravno te zobne paste, se spomnim te zgodbe, se vprašam, a vam pa ni bilo lažje takrat mogoče, ker nisi rabo zbirati, ampak si imel samo eno, pa si jo vzel, ne. Ti si meni tudi, Emil, naprimer razlagal, to sem jaz pri tebi prvič slišala, da ti poslušaš zvočne knjige. Janez, a si ti razmišljal, zdaj sem dobila idejo,
da bi se te, naprimer, imate že posnete te knjige? Ja. Zvočne? Zvočne knjige so v angleščini posnete. Kaj pa v slovenščini? V slovenščini je nekaj tega, tako da se dviguje gor. Je Audible v slovenščini, je kar nekaj Ne, ampak knjig. tvoja, naprimer, oziroma te, za katerimi ti stojiš. Trenutno je spet investicija v snemanje izjemno visoka, ne? Tako da se potem... Ker to so pa teme, ki bi jaz v avtu poslušala. Pa ne v angleščini, ampak v slovenščini. Sigurno jaz sem govoril z različnimi avtorji, problem je snemanja. To je pač 1000-2000 evrov stane, prodaš jih pa 5 ali pa 10. Tako, res. Tudi stroška ne pokrivajo, ker pač Slovencev je 2 milijona, kot šteješ. Pa ni toliko trendi, veš, pri nas. Ne še. Ampak raste, ker te podcasti, se ful prijemajo, podcasti v Sloveniji so zdaj ful porastu, ljudje so ugotovili, da poslušajo, ker vsi imamo čas v avtu, delaš nekaj na vrtu, športaš, so neka pravila, kjer pač to lahko počneš. Ja, ker jaz sem tudi to ugotovila zadnji, naprimer v poteh, grem včasih 2-krat na dan v Ljubljano, pa tako. In sem prvič tako, veš, da nisem niti gledala, ampak sem samo poslušala pogovor. In jaz bi pa to delala, jaz bi pa to brala. To imaš uro na dan, ne? Če ješ v Ljubljano, pa ure tja, pa ure nazaj, to je ura na dan. Ja, ura na dan. Knjiga audija povprečno je pa 5 do 15 ur. Se pravi, 1 do 2 na mesec zmenjaš, ne? Zacaknaj si, to je naš naslednji projekt. Prav? 2023. Ne se bomo najdli studio, tako da je super. Ja, bomo to naredili. Pa bomo naredili tako, da bojo lahko, mislim, vse to ni tako drago, ne? Mislim, zakupiti na koncu. Koliko je to? Ja, dražje ni kot knjiga. Ne, tam ista cena je, tam okrog 25 evrov je to, ja. To mora biti, to je načeloma knjiga, to kupiš, imaš to potem nekdo ti jo prebere, ja. Janez, kje je tebi sploh padlo na pamet? Mi bomo danes skakali, tem imamo pa, da se ti zmeša. Kje si se ti pravzaprav s tem dihanjem srečal? Zgodbo, ki je dolga, bom na kratko povedal. Leta 2004 mi je pri 39 letih se imam hud bolečine v križu dobo. In potem, ko sem hodil kar nekaj minut ali pa ur na WC, ima človek čas za razmišljati in sem razmišljal 39, pa da te križ takole boli, nekaj ni v redu. In sem rekel, nekaj moram narediti za sebe in sem začel malo iskati takrat in dobil knjigo The Power of Full Engagement od Jima Lehra, ki je postal moj mentor. On je pa govoril o teh 4 energijah, ki smo se pogovarjali. Fizična, čustvena, mentalna in duhovna energija, jih tako lepo piramidoma, kaj je pravzaprav zdravo življenje. Jaz sem šel k njemu in za sebe ta prvo. In ravno v času, spet sreča, ravno v času, ko sem bil gor na tem za sebe izobraževanju, so oni začeli širiti to idejo, da bodo v biznis šli. Noter to je bilo 2005 in sem se certificiral za The Power of Full Engagement, to se pravi za predavanja na teh 4 dimenzijah. Takrat je tako, kot je Emil rekel, je imel noter gibanje, spanje, prehrana, pa odmori čez dan. To so bili 4 glavni stebri. Kontrola stresa, tisti 4 stebri noter in to je to. In to sem delal še delam tudi v Sloveniji. In leta 2015 mi pride audio knjiga, ker audio poslušam The Oxygen Advantage in seveda, a zdaj se mu pa še dihati hoče. Ja, daj ga srat. Mislim, to pa jaz znamo. Koga tole in sem se pol leta sem takole ogledal, pa sem pa enkrat rekel, ima teleh 17 evrov dihanje akcije bila. Sem rekel, ajde 17 evrov audio knjiga, jo naložim. Po pol ure sem rekel, pa se s pojma nimamo dihanja. Pojma o pojmu. In takoj, ko jo preberem, jaz grem na internet, Patrika, mu pišem pismo, se on tako odgovori, sva prijatelja postala, fajn možaka, res, Irc noter, res tak ta prav, ne, in 2017 sem bil že v Londonu na treningu za inštruktorja in eto. Pa je naslednji projekt je bila knjiga in danes, dajmo reči tako, ozaveščam ljudi, kako je pomembno dihati in kako pozabljamo na to, ki je samoumevno. Pravilno dihati. Prav, hvala Emil. Zdaj smo doživeli renesanso, ki sem jaz imela oddajo, jaz ko sem dobila, zdaj sem imela oddajo o dihanju z Jamesom Nestorjem.
In ko sem jaz dobila to knjigo, jaz sem že vedela zaradi tebe vse, a veš, jaz sem tako uživala, meni se je dogajalo tisto, a veš, ko ti že nekaj veš, Déjà vu. pa dobivaš knjigo in si ponosen, ker ne odkrivaš zdaj nekaj novega, tako da sem jaz ves čas na te mislila in ves čas tudi na tole knjigo, želela sem si, da bi tudi bil ti takrat gost, ampak pač je bil, nismo imeli dovolj prostora, ampak zdaj je, se pravi, ozavešča Slovenija, kljub samo začenja dihati, ne? Dihati. Ja. Zdaj bomo se pa še pol spanju. Jaz moram samo povedati, da to knjigo sem jaz dobil od mami. Odkar sem začela delati, sem se z mami mi dali knjige in sem to knjigo, tako kot sem vam prej rekel, jaz pa nisem vsega povedal, ampak meni je tri stvari so mi v zadnjem letu, recimo, življenje totalno spremenile. Ja. V to smer, da si nikoli prej nisem predstavljal, kako bo. Ena stvar je, da sem začela midva delati Zvezdino skrivnost in posledično vse to. Ja. Druga stvar je, ker sem šel z Emilom Ledenkotom v ledeno vodo. In tretja stvar je, da sem se naučil dihati pravilno. Ja. In to dihanje nasploh, jaz sem športnik celo življenje. In jaz, če bi športnikom mladim razložil, kako dihati, kako delati te višinske vaje, kaj pomeni, da se pomiriš 3, 7, 8 in to. Ne, to bi jaz sem se začel drugače premikati, jaz sem se bolj suvereno začel premikati. Jaz recimo Bordan, pa zdaj gledam, kakšne so razlike, ampak prav samo zaradi tega dihanja. Ja, pa še zaradi tega, ne? Ja, pa seveda jaz sem nadgriz in si vsak Tole večer kam? pokažem. Ne? Antisnor, ja, to. To je vajen projekt ali od koga od vaju? Skrb sva ga malo špičila, skrb. Špičila. No, Ja, veš, kako podjetniki gremo na kavo in je že projekt. Ja, tako Ja, je. To sva to nič kompliciramo. Moja bivša punca je imela velik problem z mano, ker smrčim in nažalost je sicer malo prepozno tole prišlo, ampak bolje pozno kot nikoli, ne. No ja, ti si še mlad, maj, tako da, boš Še čakaj. No, ampak precej Ampak jaz se pravim, jaz sem tudi zvečer si zalepam usta vsak večer, striktno, tudi ko grem na potovanje, Tako. je zanimivo, da so postali ti obliži in pač tudi trakec mamun je postal v moji toaletni torbici stalnica. Tako. Ne? Tudi če zobno ščetko kdaj pozabim, jo kupam, ampak to imam pa skozi. Ne? Prav, isto. No, to je James Nesto tudi tam govoril, mislim, vidva sta to že, se pravi, pred njim je bilo to že v Sloveniji, ne vem, če se to vidi. Kje se to naroči? Kamor? To se na najnih spletnih straneh, dobrdih.si. Bomo dali v opis, ne? In to se tako, se pravi, dajmo enega odpreti, pa pokažeti, Maj, jaz. Drugače Ja, pa veš, da Google sem vprašaš, ne, ustni obliži, pa se to najde. Jaz sem šla gledati takoj, ker sem se malo prepozno spomnila, pa ne priješ čisto A ne lahko. prejš tako? Okej. Ja. Ti dej, ampak bistveno je, da v bistvu mi ne vemo, če smrčimo. A veš, da sem jaz mislila, zadnjič sem razmišljala o tem, da mogoče pa si jaz zalepim, pa da bom videla, kako jaz, ker jaz ne vem, a smrčim ali ne, mislim. Bom jaz eno kamero nočno razvijamo. In če se ti slučajno svetljara, tudi dihaš vmes čez večer, se ne navadiš hitro. Ja, res je, ta je dober, ja. A ja, tako da lahko še vedno, ne? Ja, usta ti drži zaprta, če pa hočeš malo grofati, pa tudi gre, ne? Ker eni se bojijo, da se zadušali. Jaz sem zaradi tega, ker sem dihal celo življenje čez nos, mislim čez usta, Povej to, sem ja. imel ozke nosnice, mislim noter, jaz sem šel tudi, ker sem šel v zdravniku, je rekel, da nimam sploh toliko razvit, ne, nosnic noter, ker jih nisem uporabljal in so ne postajale manjše. In zato mi je zdaj začel šele, sem začel polno dihati, ker jaz tudi pred spanjem sem sebe poslušal, kako diham čez nos. Bravo. Ravno moja punca, ki je zraven mene ležala v tišini, jaz nisem mogel govoriti, kako je možno, da lahko dihaš v čisti tišini. Ne, zdaj pa, ko sem začel čez prepono, diham po čisti tišini. Pa tudi ugriz imaš, ne? Se to boš ti povedal, ne? Tako. Zdaj najprej povemo to, No, kako mi naj ugotovimo, tole je kako vrhunska dihamo zgodba. ponoči, ja. Tole pa res. Pa mi da povedala, kaj pomeni Tako. dihati No, skozi usta. Bom mogoče jaz začetek zgodbo povedal. Janez je enkrat prišel na Rotary klub predavati o dihanju, jaz sem ga povabil, ker se mi tema zdela zanimiva, da tudi pač ostale moje prijatelje izobrazim, pa on pove te zalepte se in to. In jaz sem bil celo med tistimi, ki sem ga napadel, smo ga vsi napadli, se so mu zadušali, če so mu zalepala, ne. Prav ne boš, jaz sem rekel, Janez, jaz imam nosnice vsak dan zjutraj zamašene, rekel, svojih imaš zamašene, to je sem znak, da čez usta dihaš, ker če bi nos uporabljal, ne bi bilo. Tako. In sem prišel tisti večer domov, vzel čist navaden to sami in selotejp, se zalepil, cela družina se mi režala, jaz bom to probal. Zjutraj
sem jaz imel, kot se reče, čeljust do tal. Nos čist prepusten, grlo super, namreč pri moji postelji je bilo vse, kar obstaja v lekarni za grlo, vse, angal, neongil, septolete, sem mislil, to mene grlo boli, pač tak sem, imam občutljivo grlo. Prva noč, od takrat naprej nikoli več nič z grlom. 2 meseca sem se mogel lepiti, da se je telo navadilo. Potem sem pa, to kar je bilo zdaj pa tema, razvil spletno nočno kamero, da te v čisti temi posname. Da imam jaz zdaj svoj posnetek in jaz zdaj vidim, da spim z zaprtimi usti. In tudi vidim vso celo noč, kaj vse počnemo po noč, se obračamo, odkrijemo, kaj je vroče, zakrijemo nazaj, vse v nezavednem, mi spimo, ne. Mene je pa samo zanimalo, kako so usta, a imam jaz zdaj usta zaprta ali nimam in dejansko po 2 mesecih lepljenja ust se telo navadi, jaz zdaj spim, diham čez nos, zjutraj je nos čist prehoden, nenormalna razlika in sem postal res vernik tega, kar Janez predava, ker čutiš na sebi, ne. To, ko čutiš na sebi, ko se ti zbudiš, prehoden nos, tega nisem imel desetletja prej, ker seveda, če ga ne uporabljaš, se tam noter nabere sluz, ker dihaš čez usta. In tudi zdaj, tudi če se mi zamaši, ga znam z dihalnimi vajami v 2 minutah spucati. Ker to Janez se uči, se naučiš, to spucaš nos. Ena pomembna zadeva, Emil nam pomaga odkrivati 1/3 življenja. Ta njegova kamera je bila meni revolucionarna in tudi z njo sem tudi doma v družini prepričal ljudi. 1/3 življenja, mi spimo. Ja, 1/3. Zdaj ne vemo nič. In tlele je kar Emil en korak naprej naredil, ideje, kako to povezati, to nadzirati noter, se pogovarjava predvsej o tem, to bo res. Tlele je še ena naslednja revolucija, je spanje. No, ampak zakaj, ti zdaj povej namreč to, a veš to, kaj se dogaja, če dihamo skozi usta, kaj se dogaja, če dihamo skozi nos? Vim, samo to ti še preden začneš, pred 14 dnevi sem prebrala, da Wim Hof, ki uči, se pravi tisti agresiven dih, je prav, jaz sem ga slišala na posnetku, pravi, ko ga vprašajo ali skozi nos ali skozi usta, on pravi, ni tako zelo pomembno. Ja, zdaj, če se vrnemo na ta komentar od Wima Hofa, če delaš dihalne vaje, kadar delaš dihalne vaje, to je potem eno omejeno obdobje, od 10 do 15-20 minut, takrat mogoče res ni tako zelo pomembno, da dihaš skozi nos. Sicer bi jaz rekel, nos je za dihanje, usta so za hrano in pijačo. Enostavno, prva zadeva, kaj je pravzaprav tista ključna zadeva dihanja, je, da zmanjšuje vnetje v telesu. Pravilno dihanje zmanjšuje vnetje v telesu, vnetje so pa potem posledice za vse bolezni. Zdaj, druga preprosta razlaga pa je, zakaj na nos, ne na usta, več je razlag, ampak naslednja je, da zgornja tretjina naših pljuč vsebuje precej receptorjev za bek ali boj. To se pravi, takrat, ko dihamo na usta in na zgornjo tretjino, takrat dobesedno stimuliramo dodatne receptorje za bek ali boj, ki povzročajo dodatno izločanje kortizola in adrenalina, kar nas naredi močnejše in bolj odporne na bolečine. Jaz to ponarozim z dihanjem, ki ga imajo, ko rodijo. Ženske, ko rodijo, kakšno dihanje. Potisni, to se pravi hitro dihanje z vrhom pljuč in dobesedno ta dih ti daje energijo, ti da moč. Ja, in to je v bistvu za stres. To je stres, in to je stres, se stresom zbija, bi lahko rekel. In takrat je to bilo koristno noter. Zdaj, če pa ti dan na dan dodaten stres vnašati noter v telo, je pa neproduktivno. Druga stvar je, da je spodnji del pljuč, ker je naravno veliko več krvnih žil noter, zaradi gravitacije, in to se pravi, spodnji del pljuč je veliko bolj okrvavljen, več je kapilarc tam noter. In kadar dihamo z prepono, gre tudi zrak drugače noter v pljuča, kot kadar dihamo na usta. Torej, kadar dihamo na usta, se v bistvu zrak kroži tlele gor. Ko dihamo z nos in z prepono, gre zrak v spodnje dele pljuč, ki so bolj okrvavljeni in pomeni boljšo izrabo kisika, izmenjavo kisika CO2, dušikovega oksida in ostalih plinov. Tako da je izjemno pomembno, da dihamo res na
nos. Potem so pa še druge zadeve tlele noter. Če gremo tlele noter, ena ključna zadeva je, ko dihamo na nos, je dušikov oksid. Dušikov oksid je signalna molekula, leta 1992 je bila proglašena za molekulo leta, 98, ja, ker je tako dobra. 98. leta so 3 ljudje dobili Nobelovo nagrado za odkritje funkcionalnosti dušikovega oksida v telesu, potem je to pripeljalo do najbolj prodajane tabletke za moške po 50. Ne? Ja. To pa nisem vedela. Ja. To je povezano. Ja, Viagra. Ne? Ko kupujete Viagro, v bistvu kupujete, če greste kemično formulo Viagra, gledate dušikov oksid. Kaj je pa dušikov oksid? Dušikov oksid je pa glavna naloga, je pa vazodilator. To se pravi, dušikov oksid, ki ga dobimo zadosti, če dihamo skozi nos, ohranja žile prožne. In tudi pljuča širi bronhije in tako naprej. To se pravi, dušikov oksid, poleg tega, da ima preko 40 funkcij, ampak ta glavna 2 bi omenil jaz. Ohranjanje žil prožnih, ne? In seveda, če so žile prožne, če do organa pride kri, ne, pa je organ bolj stoji. Ne? Ja. Velja tako za moški kot za ženski organ, ne? Če se pohecamo. Ne? Tako da je pomembno to. Ne? Ko pa dihaš na usta, je pa samo 3% dušikovega oksida, ker dušikov oksid se ukvarja tle noter. Naslednja zadeva, dušikov oksid, ki ga izdihujemo, je poleg CO2 glavni odmaševalec nosu. Potem, da nagovorim, Karolinski inštitut ravno oktobra leta 2020 objavi študijo, kako dušikov oksid deluje antivirusno. To ne zdaj narobe razumeti, da ne bomo virusa, ampak ga ogromno ga prepreči. In še ena zadeva, zakaj dihati čez nos, če tole pogledamo, 100 milijard delčkov vdihnemo na dan. 100 milijard. 10 do 20 kilogramov zraka, kubičnih metrov zraka predihamo. Si predstavljate 100 milijard delčkov, finih delčkov, ki najbolj delikaten del našega telesa napadajo direktno. Pljuča so zunanji del, tako kot koža, izpostavljene zunanjemu okolju in to zelo delikatno. Ne? In s tem, ko dihamo skozi nos, se ogromno tega prečisti, poleg tega sluznice in nosne lasički uvlažijo, navlažijo, ogrejejo zrak in pride 37 stopinj v pljuča. To je to. Ne? Zdaj si pa predstavljate, kaj to pomeni dihati na usta dan za dnem. In poleg tega bombardiranje iz zunanjega okolja, da pa ne rečem, da pa glavna zadeva je pa dušikov oksid, za katerega pa ljudje praktično zelo malo vejo. Ne vejo, koliko je pomembna ta signalna molekula. Tudi ne vemo, ampak to boš povedal, ker zdaj se bom takoj navezala, se pravi, dihanje in spanje sta res 2 in hranjenje, pravzaprav izmed teh na prvi pogled najbolj osnovnih funkcij. Ja. Dihanje skozi nos in spanje in oboje. Da to počnemo, dihamo skozi, spimo pa 1/3 življenja. Se pravi, to vse skupaj je že teoretično pol življenja. In če tle mejka naprej, narediš še ogromno vpliv. Ogromno. In kaj je s spanjem? Spanjem, naprimer, jaz dihanje sem zdaj že pridna. Pri spanju pa, naprimer, zakaj pa spanje tako zelo pomembno? Pa te ure, da moraš pred polnočjo iti spat, pa to. To, da je spanje pomembno, zdaj je pravzaprav jasno. Ti si tudi zaradi, samo še to vprost, povej, zaradi česa si se ti pa, tako kot Janez, je tudi zaradi svojih težav bolezenskih, ti si se pa tudi tako s spanjem srečal. Jaz sem doživel izgorelost. Ko sem zidal hišo, sem bil v tistih klasičnih življenjskih problemih, ki jih vsi pridemo v neko obdobje, ti moraš v službi svoje narediti, imaš otroke, družina, obveznosti, popoldne pa še gradbišče. In pa prideš z gradbišča domov, še načrti za jutro, vse veš, sam sebe vkličeš za vodjo svojega gradbišča, ampak to je naporno in pol greš spat prepozno, zjutraj vstaneš prezgodaj, imaš premalo spanja, na gradbišču seveda ni zdrava hrana, to je pač neka vse hitra hrana, stres itak je do maksimuma, jaz sem imel izgorelost. In so se mi en kup bolezni nakopičili pri 45. Po svoje sem imel veliko srečo,
Ker so bile bolezni sorazmerno take, putika, nič posebnega, smo odpravili brez tablet, diskus hernija, so me hoteli operirati, smo odpravili s telovadbo, hemoroidi, nič posebenega, migrene, take stvari, ne, ki sicer, ko jih imaš na kupu, pa en mesec si na bergli, je to grozljivka pri 45. Ampak jaz pravim po svoje ful dobro, ker me je to oplazilo in začneš razmišljati o zdravju. Pa prebereš nekaj knjig in ugotoviš, da delaš vse narobe. Ne? Dobesedno sem jaz ugotovil, da bi mogel napisati sam zase navodila za uporabo samega sebe. In to ni Biblija, to je... Avtorske pravice ima torej Emil, ne? Ne vem, sem videl zdaj ravno tamle eno knjigo navodila za uporabo človeka, ne? Moja ideja je bila, da bi mogel vsak sam napisati navodila za uporabo samega sebe, ker moje telo rabi 8 ur pa pol. Kako sem jaz to zračunal? Tako da pač grem spat in si ne nastavljam budilke in si telo vzame to korab. In normalne dneve, če nimam nekega stresa ali pa če nimam zvečer neke zabave, jaz vidim po uri, po teh merilcih spanja, ne, ki to beležijo, jaz vidim 8 ur pa pol, 8 ur 40. Je tvoj naravni ritem. To je moj naravni ritem, toliko telo rab, če je aktiven dan. In to bi si mogel vsak zračunati, ker ne pomeni, da je to formula, ne. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča 7 do 9 ur, ker v to pade pa 95 ali pa 97% prebivalstva. Obstajajo ljudje, ki lahko spijo 5-6 ur, ampak jih je zelo malo, ne. Seveda, moraš pa sam priti do tega, ne. Prvo, če moraš kavo piti zato, da se zbudiš, je že znamenje, da si premalo spal. Če kavo piješ za užitek, je drugo, ne. Če si čez dan zaspan, si premalo spal. Ok, si privoščaš nek ta power nap, pa urce, to je lepo, ne? Ampak je pa znamenje, da si po noč premalo spal, ne? Ampak to mora vsak zase naštudirati. Jaz sem ugotovil, če lepo spim v tem ritmu, pa sem seveda naštudiral tudi hrano, kaj dajem vase. Janez me dihati naučil, za gibanje sem štučal z parim trenerjem, prebral par knjig in sem si naredil svojo zgodbo, ne? In vsak si mora svojo, ne paše vsakmu vse. Jaz imam recimo jutranji ritual, ki sem ga naštudiral, da delam vsak dan 15 minut vaje, ki so zelo različne. En dan je to joga, drug dan je plank, tretji dan je pilates, en dan je kombinacija vsega. V prvi uri, ko sem po koncu, spijem toliko, kolikor sem po noč lažji, ne? To je spet en tak lep jutranji ritual. Zvečer se stehtaš, zjutraj se stehtaš. Ampak to rabaš početi samo en teden, zato da ti ugotoviš, ne, ker pa veš, saj nismo ljudje, telo približno funkcionira vsak, ampak ti moraš navodila za uporabo samega sebe, ne, se pravi navodila za uporabo mene. Jaz sem ugotovil, da sem po noči od tam 0,6-0,7 kg zjutraj lažji. In če se mi je ljubilo, celo sem se stehtal še pred jutranjo potrebo pa po in sem pol izračunal, da v bistvu približno pol tega gre skozi znoj v posteljo, pol pa skozi urin, ne. Ampak to pomeni, jaz moram prvi uri zjutraj nekje 6 do 7 deci spiti. In sem si pol naštudiral, pijem nesladkane čaje, pijem donat, limonado, pač neke te tekočine, ki so za telo koristne in to počasi v eni uri. In bi rekel, zdaj pa, če jaz pijem, ne vem, 7 deci, da bom šel takoj na vrc. Ne. Jaz 3 ure ne grem, ker telo porabi. Če pa sred dneva spijem pol litra, grem pa takoj na potrebo, ker telo ne rabi toliko. Telo rabi deci do 2 na uro, več itak ne more. Ampak v prvi uri je pa goba, vse popije, ker je po noč šlo ven, ne. In take rituale bi si načelno mogel vsak sam, ne, ker ne more jaz predavati, zame je dobro, zdaj pa bo to za vse dobro. Za nekoga bo, za nekoga ne bo. Seveda obstajajo neka pravila, tako kot Janez pravi, dihamo čez nos, ne. In Wim Hof, čisto pravilno, jaz sem šel tisto študirati, ki si prej omenil, ne. Za tisto, ko delaš ti vajo, da se hiperventiliraš, nos, usta, ni toliko, takrat ti hiperventiliraš, ampak za večino dneva, pa tudi Wim Hof svetuje, dihite čez nos. To je nedvoumno, ne. Vmes prekrški so, sej bodimo realni, tudi sam zdrav ne moreš jesti, mi smo imeli včeraj novoletno zabavo s firmo, lej, ne, sej veš, da se tudi kakšen kozarček vina več spije, je tudi tle druga korist, smo se pa fajn imeli, je bilo prijetno, sem še danes dobre volje od tega.
prekrške vsi delamo, ne? Recimo Zvezdana kot igralka zelo težko bo ujela, da bo spala 8 ur pa pol, ker je gledališko življenje to skoraj nemogoče, ne? Igralci imajo dokaj probleme z zdravjem, ker je bioritem nenaraven. Ti moraš biti v obdobju, ko bi se moglo telo umirjati, ne, pred spanjem, 2 do 3 ure pred spanjem, ne bi se umirjali. Na oder, kjer največ od sebe kjer moraš vse od sebe dati in moraš biti 100% skoncentrirana in potem prideš utrujena. Jasno, da boš nekaj pojedel, ne, popil kozarček po predstavi in potem prideš, ne vem, polnoči enih domov. To pač ni naraven cirkadiani ritem. Ni, ne, zdaj eni igralci boljši, eni slabši prenašajo, ampak v vaši branži je kar nekaj zdravstvenih problemov, tudi kdo prezgodaj gre, vse te primere poznamo, ker pač igralski bioritem ni naraven, žal. Ne. Vsega pa da vse en kontrolira, če se trudiš do neke mere, se to da, ne, ker imaš še slabše, če si pa, ne vem, medicinska sestra ali pa, ne, je pa še slabše, ti saj imaš dan pa noč ločeno, vsaj en del noči si v posteli in čez zjutraj malo potegneš, pa popoldne en power nap, pa če znaš vse ostalo upoštevati, lahko greš čisto v redu skozi življenje, ne pomeni, da zdaj pa če si igralec boš imel pa zdravstvene probleme. To ni res. Če boš skrbel zase, boš lahko to kompenziral, ker ni to grozen. Pač imate zvečer malo bolj naporno, ne. Ko je pa zgodovinsko gledano, ljudje so vedno zvečer zadevo umirjali, malo so se družili v ognju, malo so se pogovorili, plesali, vse to se je lepo umirjali in pa so šli spat. Bolj kot ne skuram, pravijo, ne. Ta moderna civilizacija pa to predstavlja, ne. Ampak veš, sem se spomnila, da sem jaz že od mehkega sem tako, veš, da ko je moja mama rekla, naprimer, ko smo bile midve, se veš, jaz sem z mamo živela, same sve bile z mojo sestro in je imela še dodatno delo, je nekaj pletla, štrikala. In jaz, naprimer, cel dan mi je rekla, pejt, greva to še dokončati, greva. In ob 7 zvečer sem jaz rekla, pejva. In ona je rekla, lejo, zdaj bo to ta smrkla, zdaj začela ga lomiti, pa srat tu, jaz grem pa spat, pravi, jaz ne morem več. Jaz sem se pa takrat začela v bistvu. To pa tudi ima kronotip, to sem se tudi jaz. Pa tudi naravno je. Jaz sem se tudi to, ker sem bil majhen, se spomniš, sem bil polnočnjak. Zdaj pa tudi ena izmed teh stvari, ki se mi je zgodila, je to, da sem v 10, 11 v posli, tako da se da. Naravno je med 10 in 20 letom ali pa do 25, da enostavno mladina ni zaspana. To je nek naravno obdobje življenja, kronotipi se nam malo spreminjajo, že v osnovi smo lahko jutranji ali pa večerni kronotip, ne, ali pa vmesni ali pa kombinacija, ampak znano pa je, da v najstniških letih se pa to premakne, nočne ptice postanejo najstniki, niso zaspani, a ne, Jaka? Ampak to je naravno in to vemo in zjutraj bi spali. Njim se to premakne. Morajo pa v šolo. Ja, morajo pa v šolo. Neka teorija pravi, da je to narava tako naredila, da v teh letih, ko se morajo oni malo ločiti od staršev, a veš, on mora začeti samostojno funkcionirati v življenju in babi bi šla spat, mladina bi pa norela. In je to dokaj naravno, ne. Nekaterim pa to ostane za cel življenje, lahko si bolj večerni kronotip, ne. In recimo, če si večerni kronotip, je to idealno za igralko, ne. Ker si, ne. Ker je bolj naravno. Ker je bolj naravno zate, ne, ker če si jutranji, ne, da si zjutraj polna energije, zvečer pa zaspan in se moraš za na oder ti prisiliti, ne, s kavicami, z ne vem čem, je to slabše, ker v bistvu greš kontra svojemu bioritmu, ne. Tako da recimo kot igralec, tudi če nisi večerni kronotip, je fajn, da delaš na tem, da ga prilagajaš z bioritmom, da si pač zjutraj pustiš, da boš spal in da probaš telo v to, da ti je to pol naravno, ker bolj kot je naravno, boš skozi pršal, ne. No, ampak pomanjkanje spanca oziroma ta je povezano s kortizolom. Jaz, kljub vsemu, cel življenje imam jaz visok kortizol, ne. Nimam pa več tega zadnje čase, ker jaz sem imela vedno tako, da sem okrog 5, 6 me je pa začel zmanjkovati popoldne in mi je bilo zelo težko živeti. Pa sem se pa spet zbudila. Ampak to nekaj tudi govori o tem, ne? O tem, o mojih slabih navadah, ne? Ampak zdaj nimam več tega, ne? Ja. Je pa to, veš, ful težko diagnosticirati ali pa komentirati, ker smo ljudje res vsak individualno
bitje, ki je prinesel na ta svet svoj genski zapis, potem smo skozi življenje nekaj iz tega naredili, ker geni se tudi spreminjajo, mi se spreminjamo, pa tudi iz dneva v dan, pa tudi iz ure v uro, odvisno od stresa, odvisno kaj smo jedli, odvisno koliko smo spali, se nam to skozi dogaja, tako da v bistvu zelo težko greš ti zdaj nekomu pa rečeš, da je meni svetuj. On bi mogel te ful proučevati, ne? Da bi vedel, zakaj. A veš, če ti zdaj zdravnik, on ima 7 minut zate, on te ne more v 7 minutah. Tudi če ima znanje, te ne more A proučiti. veš, da sem zadnjič svojemu zdravniku razlagala o tem, o dihanju in sva zelo debatirala. Ampak jaz se namreč najbolj spomnim, celo življenje sem se jaz vsako jutro strgala, kako da bi se tako lepo strgala s posle. Jaz sem se z lopato ven vlekla. Pa še to, ki je proti 10, veš. Spomniš še to mehne sobe. Ja, ampak veš, to je prav, ne? Čim dalj tem boljš, ker če si ti zvečer bila na vrhuncu svojega dneva, ker moraš biti kot igralka, je prav, da potem zjutraj to not prineseš in če ta cirkadiani ritem za svoje telo prilagodiš, zato pa tako dobro izgledaš, ne? Ker si očitno se vfurala v ta svoj ritem dober, ne? To pomeni Možno, da poznati si- sebe, Ja, ne? ja. Spoznaj samega sebe. bomo knjigo napisali, kako najti navodila za človeka. Navodila, kako najti navodila. Se pravi, Navodila, kako sebe napisati. najprej sebe poznati zelo dobro, ne? Najprej spoznaj samega sebe, absolutno je to prvo. Pa obvladaj samega sebe, da se naučiš malo kontrolirati. A naj se še nekaj vprašam, mene pa zanima tako, ne, jaz sem zdaj malo poslušal, ampak jaz kar vidim, vi si govorite 38, 45, kako predstaviti oziroma razložiti nekomu, ki je recimo moj letnik ali pa mlajši ali pa tam nekje med 25 in 35, kako pomembno, ker mi smo, nas pa zdaj pa futrajo s tem, jaz gledam recimo na YouTube, da tako da povem, jaz na YouTubeu gledam razne motivacijske govore, ko govorijo I work all day, se pravi, you can wake up at 6 o'clock, se pravi, lahko se zbudiš ob 6, se pravi, si privilegiran, jaz se zbudim ob 3, delam 20 ur na dan. Kako v bistvu zdaj, ker meni je to tudi privlačno zdaj v teh mojih letih, ne, veš kaj mislim. Meni je tudi privlačno, da bi lahko bil stroj, ki bi delal 20 ur na dan, ne. Kako recimo kako bi meni razložili, če ne bi bil Zvezdane za mamo in če ne bi bil v takih krogih. To je zelo dobro vprašanje, sploh ameriška kultura, pa temu tudi Azijci sledijo, je nagnjena k temu delati, ne. A veš, človek kot Elon Musk je mirno izjavil, da pač delate 80 do 120 ur na mesec, ne. Slovenski sindikati bi ga v žlici vode na teden. Ne, a veš, mi imamo, Slovenci delamo 37 ur pa pol, ne, 40 uradno, so malce vštete v to, ne, mi delamo 37 ur in pol. A veš, in če kdo dela 50, je že v službi, je že workoholik, ne, ameriška kultura bi bila pa kar 16-20 ur na dan. Poslovne rezultate prinaša dobre. Če boš pogledal ameriški zdravstveni sistem, so pa najbolj bolan narod na svetu. Vseh bolezni, ne samo debelosti, diabetesov, rakov, vsega imajo daleč največ, nekajkrat več, ne. In potem se vprašaš, kaj je zdaj razlog, ne. Premalo spijo, preveč delajo, preveč so pod stresom, jejo hitro hrano, ne, in so prišli do tega, da 20% BDP-ja potrošijo za zdravstvo. Kje pa smo pa? Slovenci smo pa še na... To sem jaz tudi ogorčena, ker je ta Musk, ga je tam razglasil za osebnost leta. Ja, ampak Slovenci smo pa na 8% BDP-ja za zdravstvo, se pravi, smo še zdravi, ampak če bomo tako delali, bomo potem, a veš, proizvajali te civilizacijske bolezni, ki grejo z nenormalnimi faktorji gor, ne, vse po vrst. Slovenci imamo 178 tisoč ljudi, ki imajo diabetes, ne, to ni v redu. Ta diabetes, glede na to, da pred 30 leti je bilo teh ljudi zanemarljivo malo, pomeni, da smo to sami pridelali, ni to zdaj genetika, genetiko imamo isto, ne. Smo pa seveda sladkorja uživali preveč, spali premalo, To je to smo pa jaz. športali premalo. Ja, diabetesa 3 milijone ljudi na leto zboli zaradi diabetesa, 1 milijon ljudi na svetu je danes lačnih. A vidva veste za ta podatek? Ja. To je šokanten podatek. Šokanten, ne? Mi govorimo Milijon na svetu je danes lačnih, po mojem, pa kar imajo večje to število. na mesec verjetno, jaz ne vem, ali je to No, na leto ali ne. 3-krat več je V glavnem, prenažrtih kot pa lačnih. Obrnil se je ta prenažrtost pa lakota. To. Ja, a veš, mi več čas govorimo o tem problemu, problem je pa že nekje drugje, se je cela Amerika predebela, pretežka. Ne? Ne samo to. Ampak in spanje,
in dihanje vplivajo na kilograme. Tega Tudi ljudje to. ne vejo. Ja. Ne? No, kako to je dihanje? ena Ja. pomembna To zadeva. sem pa ne. jaz dokaz. Ja, Ja, to pa je res. ena pomembna zadeva. Ne, tlele, ni čist takole, kot bom zdaj povedal, ampak bom namenoma malo takole razložil. Ne. Vsa maščoba, ki jo predelamo, ne, in to, da jo predelamo veliko in da je telo ima afiniteto za maščobo, to vemo vsi, ne, gre ven skozi dih. In vse maže, vse zadeve, ki vam pravijo noter, dajte se mazati tam, ker ste na maščobe dobili, pa treste, pa te zadeve, mislim, to je, zastopimo blažev žegen, lahko je placebo efekt, ampak tako pač telo ne deluje. Če gremo v osnovni Krebsov ciklus, poenostavljeno, ne, kaj se dogaja? Ne? V celico in noter v organelo mitohondrij, kjer so naše celične peči. Poslušajte zdaj to. Če rečemo, v celico pride noter ali glukoza ali keton, to sta dva osnovna goriva, ali glukoza ali keton oziroma maščobne kisline, pridete noter. Zraven pride kisik in to potem v mitohondriju zgori. Tako da kisik je ravno tako kot hrana zelo pomembna. 10 do 20 kubikov na dan ga rabimo. Ne? To se pravi, pride noter kisik in glukoza. In se tvori potem zgorita, oksidacija ATP, to je molekula, ki nam daje energijo, in pa odpadni produkt CO2 in H2O. To se pravi, vsa maščoba gre ven skozi pljuča. Ja. To pozabljamo, jo moramo pokuriti noter, ne bo odšla noter. Drugo je liposukcija, ampak o tem ne bomo govorili. No, ampak ja, to Ja, bomo to- zdaj glede, se to bi ti tudi zrak, drži, ne. ti drži misel, jaz sem pa povedala, ljudje, ko grejo na liposukcijo, jaz sem slišala za 3 primere, ki so umrli, niso vedeli zakaj, liposukcija se pravi, da so jim topili maščobe, Tako da, to se zgodi, ker To da. maščoba gre skozi pljuča, se duši. Ja, to so skupaj slišali eno ja, to sem zgodbo, ne? slišala, O, ja. ja. Tako da drži misel naprej. Ja. No, in zdaj imamo pa dva načina tvorjenja energije. Ne? En je z kisikom, drugo je pa brez kisika. Ne? In tukaj je velika razlika. Ko imamo kisika zadosti v celicah, takrat se tvori od 30 do 32 ATP molekul. Ne? To pomeni, zelo pomembno je, nekako dihamo, koliko kisika pride do celice, do tja še upam pridemo. Torej, če je zadost kisika do celicah, se tvori 30 do 32 ATP molekul. Kadar ni zadost kisika, recimo, če gremo v zelo visoko treninge, ne, visoko, takrat gremo v anaerobno tvorjenje, ki je pa zraven, ki mu pa rečemo fermentacija. Takrat se pa kurta samo 2 molekule ATP, se pravi 16krat manj, stranski produkt je pa mlečna kislina, muskel fiber in take zadeve. Ne. In zdaj vidite, koliko je človek, koliko časa lahko res nekaj visoko intenzivno delate. Je ne dosti, zakaj? Zato izgubite energije, ker telo, ko nima kisika, ne more tvoriti energije, ne avtomatsko, če nimate ATP, ste utrujeni, fertik. In morate, je tole pomembna zadeva, ne? Torej zadosti kisika, ne? In vse te maščobe torej morajo zgoreti v mitohondrijih in tle pride pa noter spet, kako pomembno je, da se spravi kisik do celic. In zdaj imamo 2 vrsti dihanja. Eno je to, ko vsi govorimo, ne, tole zunanje dihanje, o tem govorimo. Drugo je pa mogoče še bolj pomembno, je pa celično dihanje. Tle pa pridemo do CO2-ja noter. Ne. Kaj je pa ključna zadeva? Ne? Da res kisik pride do celic. Ne. Več kot 80% kisika oksihemoglobin, oziroma kisik pride v pljučih, v kri in se tvori oksihemoglobin. Hemoglobin, ne, to vsi vemo, nosi kisik po kapilarah do posameznih celic in seveda, zdaj pa tukaj pa pomembno ta Borov učinek noter, Christian Bor, oče Nilsa Bola je tole leta 1904 pogruntal, več ko imamo toleranco za CO2 v krvi, to se pravi, več ko je CO2 v krvi, bolj hemoglobin spusti kisik do celic. Ja. Tega pa res ne vemo in to so Ja, pomembne stvari. To si zdaj nelogično. zapomnimo. No, CO2, ki smo ga imeli za strup in ne vem kaj še vse, je očitno nujno potreben. Nujno, eden od ključnih plinov
v našem telesu, kje pa ne, je, pustimo mi na slabem gradu, na slabem glasu kot toplogredni glin, ampak v našem telesu je pa ključen. Samo podatek, recimo, ne, v izdihanem zraku je 100-krat več CO2, kot v vdihanem zraku. V vdihanem zraku ga imamo 0,04%, v izdihanem ga je 4 ali več procente. Ne. In tudi osnovno dejstvo, ki se vsi spomnimo, če nekdo dobi panični napad, kaj je treba narediti? Prvo osnovna zadeva, oziroma vrečko in predihati. Ne? Zakaj? Zato, ker potem se koncentracija CO2 v krvi poveča in hemoglobin spusti kisik do celic in se človek umiri, ker dobi energijo. Ne? Celice dobijo svoj pomemben kisik. In z hitrim dihanjem znižujemo CO2. Več ko dihamo, več CO2 izdihnemo, to pomeni, da se koncentracija CO2 v krvi zniža in hemoglobin ne spusti kisik, če tudi je kri nasičena s kisikom. Na to merimo. Ljudje po hiperventilaciji z oksimetrom, pulsoksimetrom, 99-100% nasičenost. Ampak telo pa ni dobilo celice. Zanimiva fora, nekaj pravi, ko si živčen globoko vdihan, v bistvu je pa treba globoko izdihati. Bravo. Tako, ja. In zadržati. Ja. In tudi, naprimer, vse so športniki, kjer je športnik tisti, ki je celo zadrževanje pomeni, da to treniramo z zadrževanjem diha. No? Vem, da so športniki na olimpijadah tekli celo tekmo, ne da bi dihali, ampak so zadrževali, ker je imel več energije. Zdihno je pa je zalaufal, ne? Ja. In tudi recimo snajperji in te zadeve, ne, na zadrževanje in na izdihu ima še malo večje učinke fiziološko na telo kot zadrževanje na vdihu, ne, in tudi recimo snajperji je osnovno pravilo, izdihneš in takrat se umiriš, res tudi srčni utrip gre najnižji dol, ko izdihneš, se umiriš in takrat je znak, da se sproži. No, recimo kot ena taka zanimivost, kako je pomembno, in ko zadržujemo na izdihu, seveda toleranco za CO2 dvigujemo. Ne. V teh možganih imamo en termostat in to toleranco dvigujemo. Ne. In to je osnova, ne, dihanja. Zdaj pa spet smo nazaj pri nosu in ustah. Ne, ko dihamo na usta, seveda dihamo več, še enkrat več. Ja. To pomeni, da greš še enkrat več CO2 je ven. Druga stvar, CO2 in dušikov oksid sta pa odmaševalca. Glavna. In kar probajte, vležite se na trebuh, začnite dihati na usta, 10 minut imate nos zamašen. Zakaj? Enostavno, zato ga CO2 in dušikov oksid ne čistita noter. In seveda telo je pač očitno potem dobi komando, ja, se ga ne rab, se ga lahko zamašimo, ne, saj telo tisto, kar rabimo, ne, sprošča. No, in tukaj v tej knjigi imaš pa res zelo dobro in natančno razložene vaje. V Nestorjevi knjigi so samo primeri, tukaj je pa res dobro to razloženo. Zdaj pa tebe, Emil, tako kot smo zdaj slišali, kaj se zgodi, če ne dihamo dobro, oziroma kaj se dogaja v telesu, kaj se dogaja v telesu, če ne spimo dovolj, oziroma ko pomanjkanje spanja, kako so pa to na maščobo pa na to vpliva? Po domač vse je narobe, ne. Ker telo ni v homeostazi. Pa tudi na maščobo vpliva, ne? Ja, kaj je to homeostaza? Da je v ravnovesju, da funkcionira, tle bi Janez mogoče najde lep stavek, homeostaza je ravnovesje, da telo... Naravno stanje telesa. Neko naravno stanje telesa, da vsi procesi normalno potekajo in telo stremi k temu. Vedno se poskuša biti zdravo, če se le da, ne? Zato imamo imunski sistem, da se bori proti virusom. In spanje tle je dosti ključno, ker v bistvu raziskave kažejo, da ni celice v telesu, ki nima vpliva, da spanje ne bi vplivalo na njo. Jo ni in celo telo tudi funkcionira v cirkadianem ritmu. Še danes imaš naslov najbolj znane knjige o spanju je Zakaj spimo, ker se znanstveniki sprašujejo, zakaj spimo, zakaj je narava tako naredila. Če ti si to knjigo tudi... Občasno kaj predavam o tej knjigi in tako naprej. Ampak znanstveniki se sprašujejo, zakaj spimo, in je to še do danes vprašanje, ki nima 100% odgovora, ampak je pa nedvoumno jasno,
vsa živa bitja spijo, na vsako celico telesa spanje vpliva, spati je treba dovolj. Človek je edino bitje, ki načrtno si jemlje spanje. Vse živali, vsi jih imamo doma, vemo, psi, mačke, oni grejo, ko jim čutijo potrebo po spanju, grejo in si vzamajo. Človek je edino bitje, ki si načrtno jemlje spanje in tudi načrtno ruši naravni bioritem. Tudi to je problem. Recimo, prej, ko smo bili pri hrani, pa pri diabetesu, to je ena zanimiva stvar, ki se bi mogli vsi zavedati, pa se jo ne. Spanje je post. In angleški izraz breakfast, če pogledamo, je break fast ali prekinitev posta. Ne? In prvi obrok v dnevu je vedno breakfast, ne? Se pravi, tudi če ti ob 12 ješ, ne? Je to prekinitev posta, ker narava je naredila, da si v tem času telo odpočije in si mora odpočiti tudi prebavni trakt. In ena velikih napak, ki jih delamo, je, da jemo pred spanjem. To znanstveniki, tudi nagrajeni z Nobelovo nagrado za cirkadiane ritme, so ugotovili, da pač telo v nekem tem naravnem ritmu je tako narejeno, da v spanju se pusti in da je nekje 2, 3 ali 4 ure pred spanjem treba nehati jesti, ker je tako v zgodovini bilo. Ljudje so se dopoldne ali pa za kosilo najedli, ker so veliko delali, zvečer so nekaj malega pojedli, potem so se podružili in šli spat. Mi imamo zdaj neko kulturo praznanja hladilnika tik pred spanjem, ki je problematična z več vidikov. Ne samo iz tega, lahko ti zdaj res nekaj malega poješ, reče, sem sam košček sira noter dal, ampak ti si s tem sprožil nek biološki proces, ki si telesu povedal, zdaj jemo, želodec mora sprostiti kislino, cela prebava mora obdelati, a si noter dal majčken košček ali velik košček, sprožil si proces in si telesu povedal, zdaj jemo, torej bomo delali. Tako je bilo vedno v zgodovini. Tudi še danes je tako, običajno se naješ, ko boš šel nekaj početi, za spat se ne rabiš najesti. Ne rabiš. In je eden boljših nasvetov 2 do 3 ure pred spanjem ne jesti in živeti v tako imenovanem, angleški izraz je intermittent fasting, slovensko rečejo temu, eni podaljšano postenje, sprotno postenje, kakorkoli vmesno postenje, ne, ampak narava je poskrbela, da smo mi vsak dan v postu. Tistih 7, 8, 9 ur, ko spimo, se postimo. Raziskave pa kažejo, da je najbolj, če bi se postili pa vsaj 12 ur na dan vsi. In to ni neka visoka matematika, to so nam že babice govorile po 6, jej, to smo vsi slišali, ne. In če ti ob 6, 7 poješ zadnji obrok, zjutraj poješ zajtrk ob 7, imaš 12 ur posta in si te dal telesu oziroma svoji prebavi malo možnosti, da se odpočije, da namelja skozi in si v nekem bolj naravnem ritmu, ki je človeku bližji, ne. In to je vse povezano, zato razlagam, ni zdaj samo spanje, ne. Spat moraš dovolj, ampak je fajn, če tudi druge naravne ritme upoštevaš, ne. Kot je recimo ta, da ne ješ, ne. Spet problem igralske, ne. Meni je eno od tvojih prijateljev igralcev rekel, kako ne jaz, ko pridem zmatran s predstave, ne zropam tistega hladilnika, ne morem, ne. Veš, ko sem jaz pogovarjala z Šugmanom, se veš, on je bil tudi tako v krogu, ne, Jerne, in je rekel, jaz sem rekla, to sem mu razlagala, kar ti razlagaš, daj probaj, ne, ko prideš domov, ne jest, ne. Ker jaz sem se... To so prvi spomini moji od mame moje v življenju. Da so hodile po noči. Tako dolgo mizo smo imeli na koncu dnevne sobe in jaz sem bil tudi ponočnak, jaz sem se ob 2 zjutraj zbudil, sem prišel tja in mami je takole je sedela z nogo spodaj, pa časopis je imela, pa sirova štručka, pa tuna z jogurtom. A ne? In to še zdaj jeva mi do obada. Ja, ampak jaz po noči ne več, ne. Ti po noči ne več. On se ni mogel, ne. Ja, ni se mogel upreti, pa je plačal ceno, ne. Ti delaš, ne, ta? Ja, jaz delam 16-8. Jaz od 6 do 10 ne jem. In
No, to je v bistvu še ena stvar zraven, ki mi je totalno spremenila življenje. No. In tako kot ste rekli, tako kot se danes pogovarjam, o tem o veri, o tem, kako ne bi človek delal zase, jaz moram reči, da sem končal. Edin spanje, to se mora še zmeniti. Se mora še pogovarjati. Lej, korak po korak, ne gre, ne moreš vse v en dan, da zdaj boš rekel, danes bom prebral 100 knjig o zdravju, jutri bom pa nov človek, Superman, ne boš, ne. Življenje gre korak po korak. Vsak teden pogledaš eno Zvezdanino oddajo, pa si mečkam, pa poslušaš Maljaneza in tako naprej, teh strokovnjakov je veliko. Pa moraš pa sam na sebi delati in si spoznaj samega sebe, obvladaj se, je neka osnova v življenju, ne gre drugače. Zakaj ti, Janez, misliš, ti si tudi ta knjiga, to si jo pa ti prebrala, jaz še nisem prebrala in praviš tudi, da ti je kar spremenila življenje. Zakaj se mi... Spremenila mi je zdaj zato, ker sem začel delati. Ker sem pod pritiskom zaradi dela. Zaradi tega, veš kaj, bom kar jaz povedal, kaj je ta uspešni pod pritiskom. Tle imaš v bistvu načine, kako se lahko umiriti, kako se spopadati tudi z neuspehi, kako se spopadati s pričakovanji. Prvič sem dobil razlago, ki sem jo razumel o manifestiranju, o v bistvu samohipnozi, o vizualizaciji, kako v bistvu si predstavljati. Mi smo vedno mislili, vizualiziraj si uspeh in si vizualiziral, kako si tam v enem avtu ali pa v bazenu pred kakšno bajto in tako ne. Ampak v bistvu ta potek, kako si ti vizualiziraš vsak korak posebej, potem samohipnoza, to je tudi v bistvu neke vrste skoraj manifestacija. Tudi o tem pišeš, samohipnozi. Ja, in je ful zanimiv ta potek. Meni osebno je ful pomagal, zaradi tega, ker tako, sem, ne vem, ljudje me ne poznajo, vi me malo bolj poznate, delam 1000 stvari naenkrat, iščem se in kako, in mi je to pomagalo tudi sfokusirati moje cilje. Veš, moje cilje, mi to, kar zdaj delamo, ne, jaz še pred pol leta sem 17 različnih stvari delal in nisem si predstavljal, kako bom jaz to fokusiral. Potem pa, ko delam te stvari, ko se delam, jaz imam pa vsako jutro 2 ure zdaj skoraj. Ritual, zato se namreč zbujamo ob 5 zjutraj. Vsak po svoje. Da pride noter, da vse te stvari, ki sem se jih naučil. In jaz definitivno predlagam vsakmu človeku mojih let, whatever, mlajših, starejših, ljudje, ki si želijo uspeti v življenju, ljudje, ki so pod pritiskom, predlagam to knjigo za prebrati. No, jaz bom zdaj eno, naprimer, ti si tudi citiral Nikola Tesla, pa bom prebrala. Potem pa mislim, da je to dobro iztočni za nas vse. Uporabite moč vizualizacije. Nikola Tesla pravi, moja metoda je drugačna. Ne hitim z izdelavo. Ko dobim novo idejo, jo najprej začnem graditi v svoji domišljiji ter delati izboljšave in preizkušati napravo v svojih mislih. Ko sem tako daleč, da sem v svoj izum vgradil že vsako možno izboljšavo, ki sem se lahko domislil, in ko ne vidim več napak, potem šele oblikujem končni produkt v svojih mislih. Pravi, genialni Nikola Tesla tako dela. Zdaj pa to 21. stoletje prevedi. Kjer je vse na dosegu roke, kjer lahko vse narediš, pa je trial and error. Zdaj se bom jaz takoj na to navezala, daj mi sem to. To pomeni, a veš, naprimer tole je nekaj, a vi vidite, kdo ve, kaj to je? Tukaj pokaž gor. Tukaj. Kdo ve, kaj to je? Verjetno je to neko idejo moral ta človek, se pravi doktor, Borut Poljšak, doktor Borut Poljšak, imeti neko idejo, ne? In da je sploh pomislil na to, naprimer, ker je povezano s spanjem, ampak meni se zdi genialna in res premalo videna, ne? To je blazina, na kateri spiš, ne? Ja. In to je on je moral imeti idejo, se pravi neko noro idejo, ki naprimer pomaga predvsem ženskam, pa mislim, da tudi moškim, ki je tlele trakec manjka, ker jaz sem ga dobesedno zdaj iz posla vzela, ne, da spiš in da ne mečkaš lica. Se pravi, v tele lukenci spiš in še vedno imaš lep naslon, ne.
Ja, To je doktor morala Borut biti ideja, Polšak je raziskoval staranje, on se ukvarja namreč z anti-agingom, je raziskoval staranje in pri gubah na obrazu je ugotovil, da jih je približno tretjina od staranja, tretjina od mimike, smejanja in tretjina pa od tega, ko spimo in nas mečka. Tretjino življenja prespimo. In to so nekako ugotovili, kar tretjino gub na obrazu si pa zmečkaš sam. In potem seveda je rekel, kaj če bi mi naredili vzglavnik, ki nas ne bi mečkal, ampak bi podprl tukaj pa tukaj, tle pa ne bi mečkal. To je imel seveda predvsem v mislih ženske, kako bi na naraven način se počasneje starale, da pač bi imele kasneje potrebo po botoksu. Botoksa sploh ne bomo imeli potrebo, Dobro, to je bilo malo za hec, ampak naravna metoda, ker vsi si želimo počasneje starati, To je od nekdaj bila želja človeštva, da bi pač človek čim dlje časa bil zdrav, funkcionalen in tako naprej. Vsi vemo, da je to možno, vsi poznamo 80-90 let stare ljudi, ki krasno funkcionirajo, so zdravi in tako naprej. In tega si vsi želimo. In seveda dr. Borut Polšak točno to raziskuje. Anti-aging, po slovensko, proti staranju, ali kako bi se počasneje staral. Seveda to vključuje tudi prehrano, to vključuje gibanje in vse ostalo. To je pa ta del, ki se tudi da nekaj narediti, da se pač manj mečkaš in ta vzglavnik se je celo pokazal, da enim super odgovarja. Mogoče res ni za vse, to se ne bi upal zdaj trdati, ampak tistim, ki jim pa odgovarja, so pa prezadovoljni in ga ne dajo stran. Glejte, jaz sem končno našla možnost, da ga predstavim, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi to genialna ideja. Zdi se mi tudi zelo dobro darilo. Zdaj smo pa pri tvojem stavku, se bom kar takoj ustavila in tukaj naj bo ta iztočnica. Se pravi, videli smo, kako so pomembne ideje in hkrati si ti zdaj rekel, da ni za vse, da se mora človek navaditi. Zakaj imamo mi take probleme s tem, da se moramo na nekaj navaditi, kar je dobro za nas? Mi vemo, da je nekaj dobro za nas, pa se moramo na to navaditi oziroma ne naredimo nič, rajš zbolimo. Rajš imamo gube, mislim, zdaj bom pretiravala, rajš, ne vem, mislim, ne naredimo zase nič. Poslušamo, kimamo, kaj je zdaj tu? Filozofsko vprašanje po moje, a veš, ko si pred polnim krožnikom, pred polnim krožnikom, ja? Ne, veš, da je to preveč hrane, tvoje telo ne rabi toliko. In zdaj, če bom jaz to pojedel, lej nikaj, špeh bo, in špeh je nezdrav. In ti to veš. In to vsi vemo, po moje. Ne vem, če kdo tega ni slišal, da pač preveč hrane ni dobre. Ampak zadržati se pred tem polnim krožnikom je pa očitno toliko velik problem, da večina človeštva, več kot polovica, je danes predebelih. V zahodnem svetu. To, kar si prej rekla, pač 3-krat več je vsako leto na novo predebelih, kot je unih talačnih. To se zdaj počasi obrača, talačnih počasno več, debelih bo pa zmeri več. In to gleda na vsa področja in se mi zdi filozofsko vprašanje, da ne znam dobro odgovoriti. Probal sem to s krožnikom, ker se vsi znamo predstavljati. Vemo, da je ta večerja prevelika. Vemo, da smo se nažrli, vemo, da je želodec poln in pride natakar, sladico, pa smo vsi sladico naročili. Zakaj? Doktor Jordan Peterson, kjer imamo vidva ločena mnenja, veliko govori o odgovornosti. Odgovornost je stvar, ki jo v modernem svetu zelo težko ljudje prenesejo. Se pravi, to je odgovornost. Ti lažje rečeš, šibak sem, ne zmorem, ne gre, ne bo mi ratalo. Zato, ker to je postalo splošno zdaj sprejemljivo. Tudi jaz vem zaradi sebe namreč. Jaz sem bil včasih težek žarer. In jaz, ko sem prvič v življenju rekel v petek, ko so me frendi klicali, a greš ven? Sem rekel, ne, jaz sem se počutil, kot zmagovalec. In zdaj mi je pa postalo to normalno. Včeraj so me klicali, prideš ven, sem rekel, ne, imam za delati danes, ker sem začel odgovorno sprejemati. In tako se mi zdi tudi s tem. Z vsako tako stvarjo, cigareti, alkohol, spanje, vse te odgovornost prevzeti. Sem sam sebi v bistvu odgovoril na vprašanje, ki sem ga gledal prej. Je pa to filozofsko vprašanje, zakaj tega ne zmore večina prebivalstva. Ti zmoreš, Zvezdana zmore, jaz se trudim, Janez zmore. Jaz poznam veliko ljudi, ki to zmorijo in res delajo na sebi, ampak hkrati pa vsi mi poznamo veliko ljudi, ki ne zmorijo. In tudi, če mu daš na svet, pove, da pozna na svet, vem, da bi mi to koristilo, ampak
Mi je pa lažje po to starom. Lahko še malo vode na svoj nek, potem Tukaj si ti po mojem strokovnjak. Ena osnovnih zadev je tole odgovornost na prvem mestu, naslednja zadeva so pa seveda navade. Mi se določene stvari navadimo in navada je železna srajca, to smo slišali in to vsi rečemo, pokimamo, ja, ampak to je to. Tle se ustavi in to pomeni odgovornost ne prevzamemo, tako kot je Maj rekel. In če smo se mi navadili slabo dihati, je zdaj to del naše navade, naše železne srajce in ko nekdo te uči novega dihanja, rabiš čas. Za navado pa vemo, da včasih je bila tistih 21 dni popularnih, danes vemo, da je povprečje 66 dni, bolj gre na 90 dni, da se neka navada ustvari. In tlele imamo eno zadevo, ker tudi tlele noter pišem v knjigi o vizualizaciji, da pač da si prevelikih, sanjati o velikih ciljih, ampak postavci minimalen začetni korak, te mikronavade. Mikroukrepi. In zakaj sem rekel voda na svoj mlin? V tej knjigi pišem par tehnik, ki jih lahko v realnem času uporabiš, ko si pod stresom. To se pravi, v realnem času pomeni, zgodil se je stresni dogodek, zdaj pa nimam jaz časa, da bi se odmaknil, sem noter, sem na sestanku, na pogajanjih, tekma je pred mano, rabiš na odarjati, to se pravi, nekaj, kar je v realnem času, recimo ti si že prej omenil, 4, 7, 8, ti v realnem času 90 sekund rabtelo, da se umiri. 90 sekund. Ja, in takrat, to je ta fiziološki proces. In če narediš 4-5 ponovitev, 4, 7, 8 vaje, dihalne vaje, te to nazaj prizemlji, zbere se skupaj in si seveda v drugem modusu operandi, drugačen način delovanja, kot če tega ne narediš. In ko delaš te majhne vaje, ki so tlele noter 2 do 3 minute, lahko postanejo del navade. In ko postanejo del navade, ti še druge stvari lažje pridejo noter. In to postopoma. Tudi kako si napisal knjigo, moram reči, zdaj se pravi, v zadnjem letu sem jih izjemno veliko prebral na podobne teme in lahko se bere, ne počutiš se, da je težko. Notranjo si, ker si mi jo citiral v različnih situacijah, si rekel, to pa je Janez napisal tako, veš, to pomeni, da te... Ja, se pravi, ne moram reči, da je zelo dobro tudi napisana knjiga. Marsikere knjige jaz ne pridem do konca. Jo na 3/4 pustim, pa jo pol preberem, tvojo sem prebral do konca in tako, kakor imaš ti, veš, kako ima zaznano, ima večino knjig popisanih. Pa zato in ta knjiga moja, sem upam, da te ni težko, ampak je popisana, pa označena. To je ta prava knjiga, je popisana, označena. To je samo kompliment za avtorja. Ful dobro napisana. Hvala. Kjera je naprimer taka tehnika, zdaj bom jaz naprimer povedala, jaz sem najdla naprimer kundalini jogo, ker se mi zdi, da je intenzivna telovadba, diham zraven, se pravi, če zjutraj naredim cel niz dihalnih vaj in hkrati tudi na nek način mentalno te uravnava. To je tudi, mislim, to, kar ti tudi govoriš, pa kar ti pišeš tle noter, mi moramo najti neke tehnike, kjer pa tudi lahko več stvari hkrati, da danes, ko nimamo toliko časa. Da tle dobro piše, kako lahko več stvari naredi. Točno to. Kaj ti priporočaš tukaj, naprimer? Jaz bom dal eno tehniko, ki jo zjutraj, ta kombinacija trojni trojček, tako ki je zdaj popularno pri Dončiću, 3 stvari naenkrat. In sicer idejo sem dobil pri Džingis Khanu. Džingis Khan. No, zdaj smo pa tam. Džingis Khanova tehnika, njemu jo pripisujejo, Džingis Khanova tehnika dihanja. In sicer Džingis Khan in tudi potem to svojo vojsko je učil to noter in ko so oni trenirali, so mogli narediti. In zdaj so z vodo v usti, so mogli jeti teč. Karkoli delati, vse stvari upraviti in na koncu so mogli to vodo ven. Celo izpluniti in pa tisti, ki jo je najmanj popil, je bil zmagovalec in on je na ta način takrat pred 1000 leti, skoraj 1300 je bil on, je takole svojo vojsko pripravil do tega dihanja na nos. No,
Zdaj pa Bi že pride. otroke to učili. Ne, ja, top zadeva. Ne? In to je bilo, to mogolje je še to, danes nekaj najbolj normalnega, isto sem bral, da te, ki pridejo k nam na Ljubljanski maraton, te Kenijci isto trenirajo v svoji temperaturi tam, ki laufajo vodo v usta in gremo, ne? Pa se pripravljajo za maratone, ne? Spet smo tam, dihanje na nos. No, zdaj pa ta moj trojni trojček. Ne? Zdaj, in jaz tole razmišljam, tako kot ti praviš, jaz imam rad učinkovitost, več stvari naenkrat. Cool, ne? To se pravi Džingis Khan, dajmo to se pravi vodo. Vaje za raztezanje, da jim siguren dober naredil, recimo pozdrav soncu, pa določene asane delam v jogi zjutraj, ok, dajmo z vodo to začeti, krasno gre, evo, res diham skozi nos, pravilno dihanje in potem pridem še na idejo, ne? Razstrupljanje nismo danes še omenili. Ne? Jaz imam 7 dejavnikov, ki jih bom zdaj naštel po vrsti, ne, ko smo bili prej. Prvo je dihanje, ne? Dihanje. Pa je spanje. Spanje. Govorim, po katerem nas bomo najprej nas bo ugonoblo. Ne? Ja, Dihanje, takoj. Ne? Ja, Spanje, pa je prehrana. ja. Ne? Potem so odmori čez dan. Potem je gibanje, to je vrstni red, ki jaz dam prioriteto. Potem je sončna svetloba. Čas na soncu, to smo pozabili. Ne? D3 vitamin, zdaj za korono je to postal pomemben. Čas na soncu, čas v naravi. In 7. dejavnik je pa razstrupljanje. Pri razstrupljanju pa spet pozabljamo, ne? Pravi vrstni red. In pravi vrstni red ni potenje, ampak je dihanje, potenje, uriniranje in defekacija, ne? Ali velika potreba. Ne? Ker spet koliko? 10 do 20 kubikov predihamo. Ne? To se pravi, glavno razstrupljanje je še zmeraj dihanje. To pozabljajo. Ne? No in ena čudovita zadeva se mi porodila, ne? Beremo žvrklanje olja. A veš, da sem jaz, ko si ti rekel vodo, sem jaz rekla, kaj pa če bi jaz poskusila to s tem? Odlično. No? In to je bila moj trojni trojček, je vaja joge, žvrklanje olja in seveda pravilno dihanje in sem zamenjal. Žvrklanje, laneno olje, laneno sezamovo olje. Tudi olivno pa je, ne? Sezamovo olivno, najboljše je laneno, sezamovo, tudi olivno olje. Zjutraj en požir ga daš v usta in ga lepo. To je meni dolgo tale gor. Veš, kar tako rumen rata. Čist. In to je čudovita vaja. 10 do 20 minut žvrkljanja zjutraj, ni treba umivati zobe, dobesedno te razstrupi, potegne stvari ven, beli zobe, zdrave ustne votline, tako da ogromno enih ten kože. A veš, spet je tle enih stvari, ki jih lahko dobiš koristi in to pomeni 10 do 20 minut na jutranje joge, pravilno dihanje in razstrupljanje. Da bi en mlad pred 20 začel se to delati, koliko časa mislite, da bi živel? Ja, zdaj že res 120 doživel. Ja, po moje da ja. Trendi so, da bomo živeli del, ne? Mislim, ne si pravi že tako, zdaj pa če bi še tole vse implementiral, ne? Bo šlo čez 100 let, ne? Si bral tudi, jaz To jaz sem bral, včeraj se pogovarjal. Hararija, prebrati se pravi Homo sapiens, Homo deus in 21. Na svetu za 21. stoletje. On nam napoveduje in tudi se pravi znanost tudi gre v to smer, da nas podpira, da bomo živeli 120-130 let, ne? Ja, ampak seveda... Pa se že zdaj vidimo napredne otroke. Jaz gledam moja ta malo, 9 let je stara, jaz sem bil 30 let nazaj, 25, sem bil pri 9 letih za glavo manjši, oni so pa cel razred, so vsi približeni eno velikost. Vsi in meni se zdi, da je inteligentni pri 18 letih. Sveda, jasno več. Pri 18, 19, tukaj jaka, jaz velikrat pravim, kaj so mi takrat razmišljali. Ne, to se pa jaz ne strinjam. Kje bo žurka, ne? To se pa jaz z inteligenco se ne strinjam. Se pa istovetam malo. Tale Rajovič je meni rekel, da zaradi, se pravi otroci, zaradi premalo so v naravi, premalo kognitivne sposobnosti razvijajo in trend inteligence pa žal ne sovpada z trendom, da bomo več stari, ampak čedalje več je manj inteligentnih ljudi, to veste. Ja, to si ti povedala. Ja. Ne, jaz, ko se že otroci pogovarjamo, jaz bi tudi rekel, da
Ti imaš tudi veliko. Pomeni si vejo, Veliko družino, to združenje teh najbolj superinteligentnih ljudi, vidijo, da jih je manj, da se znižuje zaradi tega, ker vse to, kar mi zdaj govorimo, pa velika večina ljudi ne uporablja. Se pravi, gibanje, zrak, svetloba, otroci bi morali vsi hoditi bosi, vsi bi morali biti več zunaj, morali bi biti dolg čas, ne? Ker tole gledanje pa je dela res takšno škodo, da si mislim, da moramo. Ja, veste vi, da jaz, ko sem kot natakar delal še, so otroka pripeljali v vozičku, leto 2 starega, so mu naštimali na voziček tablico ali pa telefon in da so starši lahko lepo v miru povedali. In to je zdaj tega toliko, da je žalostno gledati. Ja, pa v avtih imajo displeje, sploh ne gledajo več narave, čisto jih vklapljajo v to virtualno. Tako da to, kar si ti rekel, ne veš, pri komu se začne, pri nas starših, ne? Ja, pri vas starših, ja. Jaz sem svoje naredila, ko sem jaz vas okrog vozila, smo gledali okrog in smo se igrali. Reci A, stop, B. Vse na B, pa tako naprej. No, ti se tudi s tem ukvarjaš, mislim, s to prihodnostjo. Kako pa ti to vidiš, prihodnost našo? Po mojem bo šlo v 2 smeri. Obstaja procent ljudi, kot smo mi danes, ki se pogovarjamo, teh ljudi 10, 20, 30% prebivalstva težko ocenam, ampak po mojem večjih pa ni. Ki delajo na sebi, ki berejo knjige, ki se ukvarjajo, vsak išče navodila za uporabo samega sebe, če se pohecam, ne? In te bojo mogoče šli čez 100 let, ne? Tako kot si pa rekla, da je vedno več neumnih, pa mi je popolnoma logično, ko to slišim, ker je pa sistem tako narejen, da te poskuša prepričati, da vloži 1 evro, pa bo vse boljše. Kupi ta prehranski dodatek, pa boš shujšal. Kupi to, pa boš zdrav. Ne? In sistem, ta amerikanizacija, jaz rečem temu, je narejeno to, da nič ne razmišljaš, da samo oni ti povejo, mi imamo krasno rešitev, vse je najboljše, ti samo daj tisti svoj evro. In to poneumlja, ker pa ti ne razmišljaš, pol danes verjameš sicer enemu, jutri drugemu, tretjemu, skozi hitiš, kako bi nekak instant si pomagal in ne priješ iz te podganja dirke, ne, se reče temu, ne priješ te podganja dirke, ampak eni znajo stopiti ven, eni ne, in je to filozofsko vprašanje, to, kar si rekel, odgovornost in to, kako je znano, ima Janez recept, imaš ti recept, imajo številni avtorji recept, kako to narediti danes ni problem. Filozofsko je pa, kako to večino ljudi prepričati in vprašanje tudi, če je sistemu sploh interes. Ker jaz sem danes slab potrošnik, jaz kupam zelenjavo pri zelenjavarju, meso v mesnici in trgovci me nimajo, ker v trgovini kupam WC papir pa mineralno vodo, tisto, kar pač rabam iz trgovine, hrane pa pač ne. Zame je hrana, ki je v škatli, njegov neka blagovna znamka, ni hrana, ki bi jo jaz dajal v telo, ne. In zdaj, če pa 100% tega prebivalstva je treba trgovine zapreti, ljudje službe zgubijo, a veš, to je tako, kot zdaj s to ekologijo, ko se gremo po avtih, ne. Pravimo, da bi mogli biti to eko. Ne bo nikoli mogli biti eko, če je 20% evropske industrije, avtomobilska industrija. Takoj, ko se bomo mi nehali manj voziti, bojo oni manj proizvajali, bojo ljudje službe zgubili in tako naprej. In to lahko z desetletji lahko to spremeniš, ne moreš pa od danes do jutra imeti ljudi, ki zdravo živijo, ki bomo mogli trgovine zapreti, a veš, vse se mora spremeniti. Nič hudega, če trgovine zaprejo, vse iz zemlje je če dalje več neobdelane, ne? No, počasi bi se to dalo spreminjati, ne? Sistem, ne ve, tako je rekel Emil, ni nujno, da v bistvu želijo tisti, ki imajo možnost spremeniti stvari, da želijo, da se to zgodi. Ne? Verjetno je veliko ljudem, ne bom rekel ljudem, ampak verjetno je komu v interesu, da je tako, kakor je. Drugače ne bi tako bilo. Ampak Janez, jaz tega ne razumem. Potem obrniti nazaj na to, da greš na vrt delati, namesto da greš v trgovino. Ampak Janez, naprimer... Marsikomu je interes, če si ti direktor, naprimer, neke velike korporacije, naprimer, da si ti direktor neke velike korporacije, ki evidentno v bistvu hoče zaslužiti in poneumlja ljudi oziroma škodi zemlji. A ti meni, zdaj, če se ti v to vživiš, naprimer, videla sta oba dva podjetnika, a je mogoče, da si ti pozabil, da si ti tudi oče, da boš ti tudi dedek in da za tabo prihajajo na koncu, če ti je že za vse druge ljudi ni mar, ja za svoje pa ti je mar, kam se bojo tudi oni, se na koncu vsake verige je človek.
No, se tlele je mogoče tudi poznano dejstvo, ne, da te v Silicijevi dolini, te high-tech in te bogataši svojim otrokom ne dovolijo imeti pametne telefone. Tako da ta dvojnost očitno obstaja. Drug rek mi je pa zelo všeč, ko je denar v igri, človek hitro pozabi stvari. Očitno ne. Vedno malo misliš, se meni se to ne bo zgodilo, jaz sem zdaj dovolj bogat, da bom tam kupil ranč v naravi in bom svoje vnuke rešil. Ta moja korporacija, ki pa škoduje svetu, je pa jaz odgovarjam delničarjem in delničarjem je pa dobiček. Samo ena stvar je samo dobiček. Eko se ne gleda. Zdaj, če se veliko govori, potem se naredi iz tega marketing, temu danes rečejo greenwashing, ki nam pač z zelenim marketingom perejo avtomobile, možgane. Imel sem na jeziku, da pač ne vem, bo zdaj nek trend, da bo pa električen avto bolj ekološki. Ko neke ekologe vprašaš, ko zračunajo, ni velikih razlik med dizlom in elektriko. Odličnim vtisom, samo za baterije, ki so svinjske, smo zapacali Kitajsko, pa to bo globalno prišlo do nas. Za auspuhom, ki ga zdaj nimamo tle pred hišo, ga imamo v Šoštanju, ko so premog zakurili, si sam tam zastrupil in zdaj se ti veselo voziš z električnim avtomobilom in rečeš, da si ti okoljsko veliko naredil. Dokler je baterija proces okoljsko sporen in dokler imaš termoelektrarno, ki onesnažuje, to ni okoljsko. Ko bo pa baterija okoljsko dobra, pa ko bomo imeli obnovljive vire, da bo vse teklo čez hidroelektrarne, ali pa tudi te so spet sporne okoljsko, seveda, ampak na koncu, veš, ko bo to narejeno tako, da drugih ne onesnažiš, potem bo vožnja z električnim avtom res okoljsko dobra, zdaj pa to velik marketing, ne, žal. Ampak se to na vseh področjih. Takrat se bomo pa z rikšem vozili. Zdaj bomo mi počasi končali, jaz bi edino sam rekla eno. Imam spet še, se pravi, zvočna knjiga, drugo idejo, ki sem vajo poslušala, da mi naredimo en res program, naprimer, eno tako malo šolo tega, kako najdeti sebe, oziroma tega zdravega življenja, teh parih korakov. In za konec bi pol dala pa eno tako vprašanje vesti ali pa duha, koliko je vsak izmed nas, oziroma koliko vidva tudi mislite, da smo res ljudje pripravljeni na te spremembe. To pomeni, koliko smo pripravljeni, da bi se na koncu koncev manj vozili. Naprimer, koliko smo pripravljeni za, naprimer, da ne uporabljamo več plastičnih vrečk. Jaz, naprimer, mislim, da je Slovenija idealno majhna in prav velika, zato da mi vso plastiko tukaj se rešimo vse te plastike. Mi bi to lahko naredili. Mi smo in mislim, da v doglednem času. Ja, in da že obstajajo, mislim, da neka gibanja, ne? Ampak hočem reči, ampak jaz sem že začela. Jaz sem tlele na kmetiji, kjer točno vidim, koliko smeti naredim, zaradi tega, ker jih moram odpeljati v dolino. Se pravi, nehala kupovati, plastičnih vod, flašk in vsega tega nič. In tudi gledam v trgovinah, da kupujem stvari, kjer je čim manj embalaže. Se pravi, jaz sem že začela. To je pravilno. A smo pripravljeni? Kaj še vse lahko naredimo? Jaz mislim, da ozaveščanje je, ker začne se, tako kot si rekla, pred posameznikom. Če bomo ljudi ozaveščali, pa zgled moramo biti sami. To se pravi, razširjati takele... Kaj ti, naprimer, že delaš za? Točno to, kar je. Recimo, ena zadeva je nič plastenk. Vrečke sabo, ko gremo v trgovino. Take mehne zadeve. Tako kot je rekel Emil, če je hrana zapakirana, rajš ne kupaš. Čim pri sebi začeti. Prišla sva z enim avtom, zakaj bi z dvemi, a veš? Se slišaš, greva z enim, pa zakaj bi dvakrat izpuh bil, ne? Primer, ja. Tako s mečkami koraki, ne? Mečkami koraki, ja. Darila sta mi prinesla, se pravi, dekco in ti košarico s sadjem, se pravi, to so vsa darila, ki so res koristna. Naravno, ja. Naravno, ne bo nič ostalo, ne? Nobene plastike ni, ne? Kaj pa ti delaš? Jaz sem najbolj ponosen na to, da že zadnjih 5 let uporabljam 4 vrečke, s katerimi gremo v trgovino. Pa še to so vse v bistvu platnine.
To je začetek, to je moje. Pa zagotovo se rad ostavam pri naših prijateljih, premanjci zdaj v Rifuzlu. Je Rifuzl, ja. Rifuzl, oni so full-faced, imajo dobre stvari. Pa ja, se pravim, zdaj sem se začel ukvarjati z trajnostnim turizmom. Ne? Ja, tudi to je korak, seveda. To je, ja. Seveda. Definitivno. Ja. Zdaj se razmišljamo, ali bomo na elektriko prejeli, ampak pustimo to za naslednjič. Ja, kolo, longboard in tako naprej. Ja, krasno. No, zdaj pa vi vam imate še posebno čas, zdaj pa lahko gledate direktno v kamero in naprimer, kaj rečete na koncu tega našega, kako se reče že podcasta, to se moram tudi jaz naučiti. V kaj verjamete oziroma kaj je neka vizija ali pa življenjska filozofija tvoja, Janez, in tvoja, Emil? Moja življenjska filozofija je, da probam živeti na en način, da skrbim sam zase in za svoje zdravje, ker če sem jaz zdrav, ne obremenjujem sistema, ne obremenjujem drugih, ne obremenjujem družine in da poskušam pri tem tudi pomagati drugim, ker en pa po en, če bomo vsi delali na sebi, bomo kot družba boljši. In to so, tako kot smo prej rekli, majhni koraki. Na nek način bi lahko rekel, poskušam vsak dan kakšno malenkost zboljšati. Ne moreš biti vsak dan nov človek boljši, ampak z majhnimi koraki biti sam zase, ker najprej moraš biti sam zase zdrav. Ker če ne moreš nobenemu pomagati, če nisi. Potem gledaš, da si zdrav za družbo. To, kar smo prej govorili, vrečke, vse to isto jaz počnem, čim manj z avtom. In tudi na koncu zdrave misli, ne? Seveda, zdrave misli. Da družbo vidiš v eni jasni, da podpiraš družbo Podpiraš tiste, ki počnejo stvari, ki so koristne za družbo. Ja, in da ne greš nazaj v srednji vek, ja, ne? Veš, če ti mene povabiš na podcast, jaz z veseljem pridem, meni ni težko moj čas vložiti, pomislim, ne, da bi ti zaračunal €0,5, ne? Ja. Zato, ker se mi zdi, da nekaj dobrega delam. Ja. In če nekaj dobrega delaš za druge ljudi, to rad počneš, meni je to v redu, ne? In ne gledam zdaj, kako bom zaslužil. Imam neko službo, kjer zaslužim dovolj, nisem bogat, ampak dovolj, da lepo živim. In vse ostalo so mi pa hobi in to rad počnem. In tudi, če bomo danes samo 5 ljudem pomagali, ali pa če bomo 100, jaz bom v vsakem primeru vesel, ker to spremembe grejo na boljše v majhnih korakih. Ne da se jutri imeti novega sveta, vse drugače, vse boljše, ampak da se pa vsak dan pomalo, ali pa vsak teden, ali pa vsakič, ko se spomniš, nekaj narediti dobrega, pa predvsem razmišljati, kako res zadevo v neko pozitivno zgodbo peljati, ne? Ker se mi zdi na tem svetu preveč negativizma, pa nismo zadovoljni z vremenom, pa z vlado, pa s tem, pa z unim. V resnici imamo pa zelo fajn, lušten se imamo, nič nam ni hudega in če se družiš s pozitivnimi ljudmi, je ta svet krasen in se da zelo lepo živeti. Brez nekih večjih materialnih dobrin. Saj jih rabimo, se vsi delamo za njih, seveda, pač preživeti je tudi treba, ne? Ampak to je samo toliko, da preživiš, potem pa začneš delati pa na sebi, na osebnosti, na duhovnosti, na tem, da se družiš s prijaznimi ljudmi, na pozitivnosti in se mi zdi, da s tem lahko veliko narediš. Ker materialno do neke mere ja, to, da preživiš, avto rabimo, vse te stvari, ampak pol se nekje neha. Da je dovolj, si vsak sam zračuna, ampak nekje si vsak lahko zračuna, kdaj je dovolj. Jaz ne podpiram te ameriške logike, nikoli ni dovolj. Ja. Še milijon, še 2, še 5, še 10. No, ampak ti si podjetnik, to moramo povedati, ti se ukvarjaš s posteljami, prodajaš postelje, se pravi, povezal si svoje delo in svoje poslanstvo o spanju, nas ozaveščaš in tako naprej. Ti pravzaprav živiš idealno življenje na nek način. In hkrati sem jaz ugotovil, zdaj, a je moja plača 2000 ali 5000 evrov, jaz nič boljše ne živim. In se ne grebam, da bom imel 10.000 evrov plače, ker ne živim boljše. Kvaliteto hrane si lahko že za neko normalno plačo hitro privoščiš. Sploh ne, če ješ bolj malo, kot jaz jem, ne? Ker pač telo ne rabi veliko, ne. A veš, to ni drago. Avto, pač ja, vozim 12 let star avto in se ne ukvarjam. In zdaj pol seveda hitro prideš do tega, da večja plača meni ne boljša kvaliteta življenja in delam samo toliko, da naredim dovolj.
Vse ostalo pa delam na sebi, na družini, na prijateljih, na druženju, da grejo stvari na bolje. Hvala, Emil, ki si mi dal čas za razmislek. Ja, zelo lepo povedano, jaz bi rekel, ena zadeva, ko sem zdaj malo razmišljal o tem, ves čas se ukvarjam z eno stvarjo in to je iskanje resnice. Ne? In poskušam, zdaj me trenutno dihanje, zelo ta zdrav način življenja in čutim, da je ena moja vizija, tudi eno poslanstvo to, da dajmo ljudem odkriti prave stvari, dobre stvari, ker se vračam na začetek našega druženja, ne? Ogromno dezinformacij, ogromno fake news, ne? In to je kar težko razbrati. Ja. To, kar je Emil rekel na začetku, ne? Knjige so lahko ena zadeva, ampak tudi knjig je vse sorte, ne? Res izluščiti tiste stvari noter in ko gledam nazaj svoje življenje, skozi sem iskal to iskanje, kako prideti res do nekih pravih stvari, ki pomagajo seveda najprej sebi, ne? Pa to ne zgleda sebično, potem pa drugim, ne, če sebi ne boš, pa tudi drugim ne moreš. Najprej moramo sebe tlele malo vzeti. In hkrati se vrče zavedati, da smo del, del drugega. Ti si tudi poslovnež, ne podjetnik. Jaz imam svoje podjetje, ki se ukvarja zadnjih 25 let z izobraževanjem, začel sem z prodajnimi treningi, zdaj management treningi, zdaj zadnje čase pa največ tole, dihanje, upravljanje s stresom, odpornost, tako da tlele me pa srce vleče v to. Ja, in tudi ti svetuješ korak po korak. Mehni koraki. Po tem podcastu si napišite, naprimer, prvo, napišite si, naprimer, 3-4 stvari, ki bi jih radi spremenili in zberite najlažjo in tisto poskušajte, naprimer, v enem mesecu ali pa 2 ali pa v 3. A ja, gremo, se gremo. Jaz sem vedno motivirana za take stvari. Tako, evo. Vedno. Džingis Khanov trojček. Ja, to pa definitivno, res hvala ti za to, viš. Treba je brati. Definitivno. Maj, svoja beseda? Moja beseda, jaz hvala. Hvala za družbo, no, kot vedno. Hvala, Jaka, hvala vsem, ki nas gledate. Čau! Čau. In hvala za vabilo, seveda, za zdaj.